Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für 2 Minuten das Wort Frau Jordan. Hvala lepa. Spoštovani, danes smo na glasovanjih glasovali o resoluciji o konferenci CITES, ki je po mojem ena izmed zelo uspešnih konferenc, kjer je bil dosežen mednarodni dogovor, iz katerega se lahko tudi mi veliko naučimo. Pomembna sporočila iz teh pogajanj so predvsem 3. In sicer prvič, na tej konferenci je bilo jasno, kaj je tisto zlo, ki ga želimo preprečiti. Drugič, resnična želja, motiv in volja velike večine držav, da ukrepajo. In tretjič, pravična porazdelitev odgovornosti. 5-krat sem že sodelovala na konferencah za podnebne spremembe in zdi se mi, da nobeden od teh 3 pogojev ni uresničen. Prvič, mislim, da večina držav si resnično ne želi ukrepanja. Drugič, da tudi pravične porazdelitve odgovornosti ni, saj se je za nadaljevanje Kjotskega protokola odločila le peščica držav, med njimi predvsem evropske države in Avstralija, ki skupaj predstavljajo samo 15% izpustov. In tretjič, tudi jasne definicije zla nimamo, saj izhajamo od spodaj navzgor in tako izgubljamo tisto rdečo nit, ki pa je, da se moramo dogovoriti, za koliko bodo države znižale izpuste, da bodo bremena za zmanjšanje globalnega segrevanja pravično porazdeljena. Komisarka, jaz spoštujem vašo energijo, ki jo imate, da vztrajate na teh pogajanjih, vendar pa vas zdaj pozivam, da se v nadaljnjih pogajanjih osredotočite na en problem, to pa je na pravično zmanjšanje emisij v državah in da se ne zgubljamo na ostalih področjih, ki niso tako pomembna. In drugo vprašanje je, ki ga želim zastaviti Komisiji in Svetu, kaj je plan B, kaj je načrt B poleg načrta A. V mednarodnih pogajanjih moramo biti fleksibilni in moramo računati na to, da nam ne bo uspelo izkoristiti oziroma doseči do popolnosti vsega, za kar si prizadevamo. In zato vas sprašujem, kako fleksibilni smo. Herzlichen Dank. Die Liste der ordentlichen Redner ist somit abgeschlossen und wir kommen zu den Beiträgen von 1 Minute. Als erstes bitte Herr Sonik. Sie haben das Wort für 1 Minute. Dziękuję, panie przewodniczący.